V prispevku bom predstavil, kako smo zadeve na naši gimnaziji spravili v neke, bom rekel, realne preizkuse. Najbolj bom se posvetil inovativni pedagogiki, ki je kot projekt bila izvedena v preteklih letih. Smo namreč šola, kjer smo zdaj že za četrtim letnikom inovativnega oddelka. Inovativni oddelek pomeni oddelek, kjer uporabljamo tablice pri pouku, kdaj je to seveda mogoče. Več ali manj poskušamo uporabljati takrat, kadar je to najbolj smiselno. Tako da upam, da vam bo všeč. Lep pozdrav vsem skupaj. Koliko vas je tukaj srednješolskih ravnateljev, učiteljev, pomočnikov, da vidim malo samo približno. 1, 2, to je to od srednje šole. Ok, super. No, jaz zahvaljujem se seveda za povabilo. Na koncu sem planiran v smislu pridi, da boš povedal malo, kako pa zdaj to tam naprej gre, ne. Prihajam seveda iz Škofijske gimnazije, iz Maribora. To je ena od enot zavoda Antona Martina Slomška. Zdaj, mogoče besedo dve samo na to temo. Torej, pri nas se poskušamo že nekaj let, odkar imamo seveda nove prostore, pa novo šolo, iti zgodbo, kjer ne bomo klasično delili se na male, velike, stare, one, ki znajo, one, ki ne znajo, ampak poskušamo z medgeneracijskim centrom, kjer nam na koncu zdaj še manjka samo dom za ostarele, vse skupaj združiti v eno celoto. Ja, to je projekt, ki upam, da nam bo kmalu zaživel, močno delamo na tem. In to je v osnovi neka naša vizija, ne. Pol se bom obračal na te vizije šol in kako s tem shajati. Ja, naš zavod, nisem full screen modu, ne. Ok, še tale klik, bo lažje. Na nek način smo začeli z statičnimi spletnimi strani na šoli in prej je gospa glih vprašala s forumom gor dol. Jaz se spomnim prve naše zgodbe z dinamično spletno stranjo. Meni se zdelo tako fancy, da imamo forum in na nek način smo hteli, da bi ta spletna stran zaživela, res zaživela, ne. In smo pri krožku informatike na nek način dobili skupino takih entuziastov, ki so pomagali vse skupaj postaviti. Ta forum je zaživel od tistega trenutka naprej, ko se ni bilo treba prijaviti, ne. Laufalo je cirka 1 mesec vse vrhunsko. Torej, mi smo definirali, kdo je moderator, kdo ni. Tako dolgo, dokler res cela šola ni živela za ta forum, na kar je v enem trenutku vse pobegnilo iz rok. Ne vem, moderator je šel zadnji ob 11. zvečer spat in vmes se je, ne vem, 250 postov znizalo do jutra, kjer so se na nek način otroci odločili, zdaj bomo pa glasovali, kjer je profesor je najbolj in, ne. In medtem, ko so glasovali, kdo je seveda in, ne, tudi kaka neprijetna prišla, ne. In preden se je ta jutranji moderator vključil v zgodbo, ni bilo možno več prefiltrirati vsega, ampak tisti posamezniki, ki so bili zelo negativno, ne, so doživeli seveda veliki šok, ker to ni bilo ne nivoja razprave, ne nič, ampak ta je pijanc, ta uno, ta drugo, ta tete. To je zdaj, ne vem, 12-13 let že od tega. V tistem trenutku smo bili vsi, ki smo to na nek način prste imeli zraven, bili klicani k ravnateljici in smo mogli ugasniti celi peč. Torej, mesec dni ni bilo na spletu, ne duha, ne sluha. In tako se je v bistvu tudi začela cela zgodba. Zraven smo pri skoraj vseh različnih projektih, ki so povezani z informacijsko tehnologijo. Eden od večjih projektov, kjer smo bili tudi soustvarjalci, e-šolstvo, nazadnje inovativna pedagogika. Zelo dosti smo delali različnih projektov, od 24-urnega programiranja do Microsoftovih inovativnih showcase school in na nek način pridobili število znanja, ki so nas pol pripeljala do tega, da smo si celo upali iti v
Mi smo ga poimenovali inovativni oddelek, kjer bomo na nek način poskušali imeti 24-urni dostop do znanja, se pravi do naprav, do interneta na razpolago. Mi se nismo šli zgodbe Bring Your Own Device, ker smo menili, da že to, kar se hočemo iti, ne bomo mogli handlati sami. Zato smo na nek način pridobili sredstva, da smo lahko tablice kupili in smo spostavili, torej te dijake, ki jih zdaj vidite, so v bistvu maturantje, torej 4. leto že na nek način ta zgodba teče. In zelo zanimivo je bilo poslušati vse predhodnike, pa prej predavanje. Na nek način bi rad povedal, da težave so vedno in vse posod, ampak danes, ko tako gledam za nazaj, v bistvu se ni kaj dosti strašnih stvari zgodilo, ne. Verjetno tudi ne zaradi tega, ker so dobro v osnovni šoli poskrbeli, da so se nekaj stvari naučili in pa ker so padli v nek naš okvir, ki ga na nek način bom ga probal predstaviti bolj preko zadnjega projekta Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja. To je projekt, kjer smo na nek način začrtali nekako smo si zadali cilj, da 9 šol v Sloveniji peljemo čez celo zgodbo, kako učinkovito predstaviti, bom rekel, to tehnološko zgodbo v razred, da bo dovolj varna, dovolj smiselna in mogoče preden nadaljujem, pokažem samo nek utrinek iz razredov, ne. Torej, to je bil neke vrste promofilm, ki smo ga pač predvajali oziroma sestavili tudi iz posnetkov različnih šol. Zdaj, v tej zgodbi tega filma boste mogoče opazili, da nekatere zadeve je bilo treba v šoli spremeniti. Probali smo na nek način učilnice spremeniti, da nam omogočajo to hitro združevanje različnih skupin. Učenje ni več baziralo samo na zapisovanju. Na začetku smo striktno tablice uporabljali, danes vedno več telefone. Prvo smo delali več ali manj sami, potem smo se povezovali. Ne moremo več definirati, kdaj se učimo v razredu, kdaj se učimo izven razreda. En kup posnetkov je iz samih jedilnic, iz knjižnice. Torej, vseh teh 9 šol je nekako stopilo z nami v projekt, kjer smo definirali različne ravni tega našega dela pri samem pouku, od naravoslovnih predmetov, športu, mimogrede, odlična zadeva, kamera z zamikom, ne, ampak pol, ko sva z Benjaminom skupaj gruntala, sva videla, da nam zakon sploh ne omogoča, da uporabljamo to zadevo, ne. Tako da tisto, kar smo prej govorili o zakonodaji pa o tehnologiji, tu sta dva svetova, ne, in dejansko moraš vedno iskati neke bypass poti, da nisi v prekršku z zakonodajo, ki je, ne. Mogoče toliko še samo malo, da dobite, torej en kup aplikacij smo našli in preskusili in nekatere tudi z Arnesovo pomočjo se naučili uporabljati. Kar smo pa na koncu ugotovili, oziroma kar je pa moja današnja ugotovitev, ko sem te maturante spremljal ves čas tak strani, pa bil sem neki zaupnik, ko kaj ni delala tehnologija, ko je kdo komu kaj, ne vem, kako bedarijo uštimal, so vedno prišli pomagajte nam, kaj zdaj ne naredimo, ne, ker zavedali so se pa ene stvari, ne. Če se ne bomo držali pravil, ki so jih postavili učitelji, bomo izgubili bonuse. Bonusi so pa bili seveda uporaba ali pa na nek način drugačen pouk, ki odpira tudi druge poglede. Ko me nekdo vpraša, če je vredno, ne, je seveda odgovor ja, ne, seveda vredno, ne. Vredno je že zaradi tega, ker smo se vsi učili, ne. Mi smo šli z eno vizijo, kako bo projekt laufal, na koncu danes ugotavljamo, da je v bistvu šlo dosti drugače, kot smo na začetku planirali. Zdaj, vsi, ki smo navajeni učiti, ne vem, po nekem vnaprej predpisanem formularju, na zadeve pač gledamo drugače, ne. Dejstvo pa je, da
če hočeš to vrstne zgodbe peljati, se moraš držati enih pravil. In ta pravila smo seveda tudi na spletni strani inovativna-šola.si v sami metodologiji na nek način začrtali. Tako da kdorkoli hoče poglobljeno znanje oziroma kako naj se te stvari lotim, da bom imel okvir, v katerem imam pol zelo malo možnosti, da imam fiasko, boste našli eno od ključnih zadev metodo 21 korakov, mogoče samo čisto toliko za preleteti. Tako kot, ne vem, potrebno je zelo dobro načrtovati, potrebno je prepričati javnost, ki bo to uporabljala, potrebno je govoriti s starši, jih prepričati, da to, da bodo otroci uporabljali tablice, je ok, ali pa da bomo pač se šli taki projekt, tudi ima pasti in da starši vejo zakaj, ker mi smo tudi imeli primere, da starši niso hoteli v ta razred pisati, ne. Potem te zadeve ustrezno skomunicirati predvsem z učitelji, ki bo učili, in zadevo stroškovno zapreti do potem stopnji priprave učiteljev, jih ustrezno usposobiti v vseh teh metodologijah, ko smo jih preučevali, piše, vzamite si čas, dajte eno leto preden boste s projektom začeli, izobražujte učitelje, izobražujte, da bojo šli iz svoje komfortne cone tudi malo ven. In tisti, ki so preskakovali katerega koli od teh korakov, so si ali zvili gleženj, ali zlomili koleno, skratka, hitro pogrneš. Seveda na koncu smo pošteno analizo naredili in prišli do različnih spoznanj. Zdaj, poleg teh metodologije se mi zdi zelo taka nujna stvar, ki smo jo potem tudi poskušali na nek način zapeljati v samem tem projektu. Torej, učitelj danes mora vedeti, ali pa tudi kdorkoli od nas, če jaz hočem kupiti novi avto, moram najprej ta avto probati peljati, da vidim, kaj je boljšega od tistega starega, ne. In na ta način smo potem pripravili, bom rekel, za Zavodom za šolstvo neke izvedbene kurikule, kjer so na nek način že vključeni elementi posameznih teh digitalnih vsebin, kako uporabljati smiselno zadeve. Mi smo v sklopu projekta izdelali tudi en kup nekih primerov obetavne rabe, tudi na spletni strani si lahko pogledate. To so vse taki motivacijski filmčki, opisi, zapisi, ki učitelja opogumijo, da če je to že en probal tam v Prekmurju ali pa gori na Koroškem ali pa na Dolenjskem ali pa v Ljubljani ali pa v Mariboru, da lahko tudi on naredi ta korak in proba to v razredu, ne, ker najtežje je seveda probati. Seveda smo se dosti ukvarjali, tu nam je tudi Benjamin veliko pomagal z pripravo pravilnikov teh šolskih aktov, zakaj zdaj naenkrat od tiste stroge prepovedi mobilnih naprav dovolimo to uporabljati, ne. Torej, na nek način so otroci prvi dan, ko dobijo te tablice in že nasploh na začetku, ko prvo uro v srednji šoli govorimo o pravilnikih šole, seznanjeni s tem, da telefon ni prepovedan, da če pa učitelj ga prepovedal pri tisti uri, potem pa je treba seveda tisto učiteljevo pripombo upoštevati. Pripravili smo tudi nekaj smernic, kako postaviti infrastrukturo. Tukaj je samo eno pravilo, ne. Katero, ajde, da vidim. Blizu, ja. Delati mora, infrastruktura mora delati. To ni druge, ne. To je tisti temelj in tu vam moram povedati, tu se zgubi vse, ne. Tu lahko potem ti narediš ne vem kaki plan, ne vem kaj, prideš v razred, nisem vedel, da če je 30 ljudi na en access point priklopljenih, da vse skupaj pade, fakt, ne. Hočem reči, to se ti zgodi danes, če greš, brez da greš preverjati po metodologiji 21 korakov vseh stvari, ti pade ura. Dobro, vse to se potem prej ali slej zadeve po šoli porihtajo, in zdaj bi mogoče dal samo res poudarek na spoznanja, ki so nam nekako najbolj pomembna, ne. Torej, usposabljanje učiteljev. Prvo je, kaj smo jih usposabljali. Usposabljali smo jih od tega, kako varno uporabljati spletne aplikacije in same naprave in katere uporabljati, zdaj, kdo je tu testiral, to nas je bilo en kup ljudi,
ki isto mislimo, pa malo smo z Arnesom skupaj, pa njihove storitve, pa potem po drugih šolah en kup učiteljev, ki so malo bolj napredni v tovrstnih zadevah, katere aplikacije so uporabne, si te zadeve izmenjavali preko različnih konferenc in ugotavljali, kaj je tisto, kar učiteljem moramo dati. Zdaj, kdaj jih usposabljati, seveda, pred začetkom projekta moraš v bistvu imeti digitalno kompetentne ljudi, če hočeš, da bojo v takih projektih potem lahko preživeli. Na začetku, vse pol kasneje gre. Predvsem je pomembno, da izobraževanje ni nekaj, kar bi se zgodilo enkrat na leto, ne? Ampak mi smo prišli pol do spoznanja, da moramo na 14 dni imeti redna srečanja s temi učitelji, pa ne rabi vedno priti Benjamin pa razlagati o varnosti, pa ne rabi vedno priti neki zunanji stručko, ampak je dovolj, če en znotraj kolektiva naštudira, tako ste rekli, eno aplikacijo, pa pogledajte, jaz sem to probal, na tak način gre, pa sti so mi bile tu pa tu, in se potem to znanje na nek način mreži. Seveda redno, ne? Vsake toliko smo imeli potem tudi na 2 meseca, recimo kakšna malo bolj obširna usposabljanja, kjer smo se tudi dostikrat spraševali o smislu, ali to, kar delamo, sploh ima smisel, ali to sploh pije vodo, ali smo čisto kontra zgodbi celega sveta, ne? In smo imeli tudi predavanja na kritično rabo vseh teh zadev, razvijanje kritičnega mišljenja. Skratka, učitelji rabijo zelo, zelo veliko. Glede na moja pričakovanja je izplen zelo mali, ampak to je zdaj tako na pavšalno rečeno, pa sem za nalašč to povedal na glas, zato ker jaz sem pač mislil, da bo to, da bomo mi se vkrcali na avion pa odleteli, ne? Ampak ni, to so mali koraki, drobni koraki, mogoče kdaj malo po luftu odleti, ampak več ali manj si na tleh, ne? Pa riješ. Pa riti moraš non-stop. Pri nas rijemo 4. leto, pa se še vedno zgodi, da se pozabi to, kar se je delalo pred 2 leti, pa je že sam ta učitelj to predstavljal drugim učiteljem, pa je spet šel nazaj na staro varianto, ker je bilo enostavneje, ne? Ker je, tako da treba ves čas push, da se stvari odvijajo v to smer. Neprestano govoriti vzroke, zakaj je to dobro, ker vedno pozabimo, ne? Ker teh negativnih stvari je danes toliko po medijih, pa vse posod, da enostavno pač pozabiš. Zelo pomemben korak, se pravi najbolj pomemben se mi zdi usposobiti učitelje, se pravi kader, ki bo učil, in pa usposobiti dijake. Dijake usposabljamo, tu kršim vsa pravila, naredil sem selfič, ko smo začeli, ko so razpakirali to je zdaj zadnja generacija, prviletniki, razrednik sem, zato sem si lahko privoščil to. Tako da, še vedno je euforija na začetku ful velika, ne. V tistem trenutku, ko se pa začne pouk odvijati na polno z napravami, doživimo pa zelo hitro velik padec motivacije. Zakaj? Namreč ta tehnologija omogoča, da hitro učitelj oziroma hitro dijaki doživijo, da morajo nekaj od sebe dati, nekaj narediti. Bistveno lažje je zdaj vam, ko tako sedite, pa me poslušate, pa en razmišlja, kaj mora v trgovini kupiti, drugi, da mora parkirni listek podaljšati, tretji, ne vem, problemi tam, ne? In jaz ne vem, kaj se dogaja. In tako ne veš pri njih. In v tistem trenutku, ko pa ti spostaviš neko okolje, zdaj bomo pa šli Kahoot, pa je treba delati, ne, pa bo treba odgovarjati, ali pa bo treba, ne vem, poiskati neke vire, pa spisati neki skupni dokument, v tistem trenutku pa ni več tega in je treba delati. In na koncu, ko v bistvu, oziroma na začetku, po tisti prvi navdušujoči fazi ugotovijo, da je bistveno več dela zdaj na ta način, pade to veselje. Tako da pol moraš skozi vključevati neke nove fore, pa Kahoot, pa Socrative, pa Clicker, pa videokonference, pa enkrat se Benjamin javi iz Amerike ali odkot, da to monotonijo razbijaš in da dejansko vidijo, da je to čisto normalno, ko ti moraš pač več delati in seveda na drugi način. Tako da
Torej, mi se ne gremo projektov paperless, to pomeni, da bi se samo z napravami učili, ampak kombiniramo pač vse zadeve. Še vedno je pa neko osnovno izhodišče spletna učilnica, v kateri jih usposabljamo in izobražujemo. Če se spomnim vprašanj učiteljev, preden smo se z projekta začeli, bom jaz imel vse pod nadzorom. Kako misliš, kaj vse pod nadzorom? Ja, jaz hočem imeti vse pod nadzorom, vsak zaslon hočem videti nekje pri sebi. Ne? Ok, vredo, ne? Seveda, pol probaš iskati naprave, ki to podpira, in pol predstaviš ta model in to daš v preizkus, da oni probajo med sabo, če je to sploh stvar, ki jo lahko oni handlajo. Ne? Namreč vsi učitelji bi imeli vse pod nadzorom, ampak dejansko imamo zelo malo pod nadzorom. Ne? V tistem trenutku, ko smo si razčistili, da ne rabimo nič zapreti, mi smo imeli checkpoint nastavljen, ne vem kaj vse, kar bi omejevalo dostop do interneta, ne? Smo ugotovili, da je to vse govorim za srednjo šolo, brez veze. Brez veze zaradi tega, ker če že v štartu vse skupaj zaklenem, zato ker jim ne zaupam, potem sem dal megla, brca v meglo. Ne? In potem smo rekli, ok, zdaj kljub temu, da smo nabavili naprave, ki so bile ful draže, zato da so lahko nadzor, pa ne vem, kaj vse bilo spostavljeno, smo pol prišli samo do spoznanja, da prvi korak je, dajte jim zaupati, naj probajo, naj vejo, kaj je, če bojo zaupanje prekršili. In pol na nek način priješ do spoznanja, da je to vseeno več, kot pa tisto, da je učitelj predaval, oni od zadaj so si pa tako vsi mislili v zadnji vrsti svoje, igrali križce, krogce, tarok kartali, ker dejstvo je, da tu, ko jaz vidim 5 naprav na mizi, vidim takoj, če je vijolična barva, ne? Ali modra, ali kakva je Facebook, ne? Recimo, ne? Ali pa, tako da, to je bilo neko tako bolj globoko spoznanje, da karkoli bomo omejevali, zapirali internet, še vedno bojo prišli kjerkoli okrog. Je pa res, da to vse skupaj moraš probati in ko enkrat doživiš sam izkušnjo, da ni tako hudo, potem se mi zdi, da je bistveno lažje. Ne? Pa daleč od tega, da bi imeli vse pod nadzorom, niti približno. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje za zadnjega predavatelja? Nobenih vprašanj? Dobro. Aha, ja, eno je. Dobro. Hvala. Mene zanima, koliko je bil ta obseg, recimo, ko ste se srečevali z dijaki, ki so raje všečkali, pa ne vem, kaj še vse drugega počeli, kot pa sledili na začetku in na koncu, če slučajno imaš kakšen izsledek tega? Mi smo delali ful, bom rekel, spremljavo z anketami in dejstvo, do katerega smo prišli, je v bistvu vse se skriva v učitelju, ne? Predvsem to, kako se loti podajanja informacij, kako se loti samega poučevanja. Ne? Se ni point v teh napravah. Point je v tem, da če ti hočeš te naprave učinkovito izkoriščati, moraš metode spremeniti. In tukaj se ves čas kaže dejstvo, da tisti, kjer uporabljajo klasične metode, pa poučujejo z napravami, zgubljajo vse po vrsti in ni več zadnja vrsta, ampak je že tudi sprednja vrsta tista, ki ti odtava. Ne? Tako da pri tistih učiteljih, ki so te, bom rekel, od načel igrifikacije pa vseh teh, bom rekel, stvari upoštevali, pri tistih ni bilo problema in tudi danes ni problema. Pri tistih, ki pa se ne znajdejo, pa je bilo veliko problemov in veliko nerganja, zakaj se to gremo. Še danes. Pa utopija je, da bojo vsi rekli ja. Pri nas isto. Mene pa zanima, kakšna je uspešnost pri teh dijakih, ki so v tem projektu od začetka, pa zdaj, glede na to, da so maturanti, da se upisujejo naprej, a so tudi bolj usmerjeni pač v te računalništvo, pa te informacijske vode, ali tako, kako imate občutek, kako na dijake to vpliva tak način?
Konkretno, kako bo na maturi, ne vem povedati, ker še to nismo ampak tako verjetno daleč, se že pogovarjate malo. Glede na to, kaj so danes v tem trenutku sposobni narediti z enim telefonom, pa z nekaj aplikacijami, ne, sem prav vesel, da smo jim dali to možnost, da so pač to ustvarjalnost pri sebi razvijali. Vsi od teh otrok, ko smo preverjali recimo tak profile inkognito, recimo Instagram profili njihovi so več ali manj zaprti. Zakaj? Mislim, ne. Kar imamo zgodb, ne vem, predstavitev njihovega dela, kar oni predstavljajo, ne, je na nek način bistvena razlika v teh razredih, kot pa v drugih razredih, kjer nimajo to vrstnega soporta. Obenem pa ne vem, če je to zaradi dela v inovativnem, ker opažamo, da so ti, ki so v teh razredih po celi vertikali, na vseh področjih boljši. Zdaj pa čisto obstaja možnost, da so se vpisali v ta oddelek tisti, ki so hoteli nekaj več in to so tudi tisti boljši. Jaz recimo konkretno lahko rečem, da ti, ko sem razrednik, pa so v prvem letniku, so bistveno boljši kot pa dve drugi paralelki, ki jih učim, ne. Tudi na športnem področju. Mimo grede za športni pedagog. Aha. Dijakov izstopil iz tega programa, se vpisal v sosednjo paralelko? Mislim, da je bil vmes je kar usip pri nas na šoli, ampak to je po vseh razredih. Čeprav v inovativnem v bistvu najmanjši usip, kar tudi potrjuje tisto, kar sem prej govoril, očitno boljše se vpisujejo v ta oddelek. Se pa je že zgodilo, da se je prepisal v paralelko, zato ker mu pač to ne sede. Oziroma tudi taki so, ko enostavno ne delajo pol. Delajo več ali manj na peš, pa niso pri stvari. Ok, hvala za odgovore. Mislim, da lahko razprava še nadaljujete potem neformalno naprej.